Drage gledalke, dragi gledalci, v studio smo vabili gospoda Dušana Lazarja, lastnika in direktorja nepremičninske družbe Century 21, in z njim se bova pogovarjala o stanju na nepremičninskem trgu danes in v prihodnje. Lepo vabljeni k ogledu. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes je z mano gospod Dušan Lazar, lastnik in pa direktor nepremičninske družbe Century 21. Gospod Dušan, dajte mi povedati, kaj je Century 21? Ja, Century 21 je trenutno največja franšiza za nepremičninsko posredovanje na svetu. Mi smo zdaj prisotni skoraj že v 100 državah po svetu. Vsak let odpremo še 2-3 nove države. Konkretno v Evropi smo skoraj v vseh državah že. Jaz osebno pa pokrivam Century 21 za Slovenijo in Hrvaško. Občasno tudi imamo kakšne nepremičninske projekte, rečemo v ex-Jugoslaviji. Zelo veliko pa sodelujemo z Century agencijami, predvsem v Italiji, Češka, Slovaška, zadnje čase tudi kar nekaj z Grčijo, Ciprom. Tako da smo v bistvu kar velik, bom rekel, igralec na nepremičninskem trgu kot posredniki. Ne samo v Sloveniji, pa na Hrvaškem, ker smo mi kot sami res zelo prisotni s 25 agencijami, ampak tudi v celi regiji že delujemo povezovalno, imamo skupne projekte, regijske projekte, tako da v bistvu smo že kar ratali pomemben tim Century 21 te svetovne master franšize. Glede na to, da sem vas danes povabil v studio, da se malo pomeniva glede stanja na trgu nepremičnin v Sloveniji in pa seveda tudi v okoliških državah, mislim, da imate pravega sogovornika. Upam. Dušan, glejte, kakšno je stanje trenutno na trgu v Sloveniji? Trenutno na trgu je stanje, jaz bi rekel, celo zelo normalno, dobro, torej ni neke pretirane histerije pri nakupih ali pa pri prodajih, tudi ni nekega pesimizma, niti ni pretiran optimizem, je neko normalno stanje. Torej, trg trenutno dobro deluje, imamo solidno ponudbo tako hiš, stanovanj, tako za nakup kot za najem. Enako velja za poslovne prostore, jih je kar nekaj na trgu, torej ni neko pomanjkanje, ni nek presežek. Tudi cene so nekje zelo realne, kljub temu, da v medijih se velikokrat ponavlja mantra, da so cene zelo visoke ali pa previsoke. Cene so nekje, kar se tiče novogradenj, odraz vseh stroškov v fazi gradnje, z nekim normalnim dobičkom za investitorja, in enako pri najemninah. Najemnine so odraz prodajnih cen, kjer pač nekje v 200 najemninah jih moraš pokriti nabavno ceno nakupa stanovanja. Tako da trg trenutno je celo zelo dober, no, bi rekel, je ta prav trg, tako da je lepo delati na takem trgu. Enkrat sem se pogovarjal z enim lastnikom nepremičnin v tujini in mi je rekel, en tak namig je rekel, da nekje tretjina bruto, prihodkov ene družine naj bi predstavljal strošek reševanja stanovanjskega problema, ne. In potem, ko sem tako malo računal, da dejansko saj potem pa vemo, koliko moraš vsak mesec dati, samo zračunaš, kakšno imaš plačo, a ne. Tako. In tako, to je dejansko neko svetovno povprečje. Recimo, mi te analize večkrat delamo, torej po celem svetu, kjer je Century, ne, in odstopa niso velika. Tako da pri nas je nek občutek, da damo mi veliko za stanovanje. Torej, mi damo veliko za stanovanje, ker smo skoraj vsi lastniki, torej vsi kupci, in v fazi, ko ti kupuješ, seveda daš malo več, kot bi bila najemnina, če gledaš na kredit. Ampak približno isti procent od plače za nakup dajo tako v Ameriki, kot pa v Sloveniji. Tukaj ni kakšnih blaznih razlik, celo izven teh, rečemo, najdražjih predelov Slovenije, ne, so nepremičnine v Sloveniji celo relativno poceni. Tako, če rečemo 10 kilometrov izven Celja, Maribora, Novega mesta, Ljubljane, pa 15 izven Ljubljane, so cene zelo ugodne, vizavi na plačo. Tako, in če gledamo te razdalje, ki jih moramo prevoziti, zato pridemo do te poceni nepremičnine, so glede na razmere v svetu zelo majhne. Celo premajhne, jaz, ko to razlagam tujcem, ne, to ne razumejo, jaz moram 5-krat povedati, pa pravijo,
si mislil 50 km, ne 15. Ne, si mislil 5 celo, jaz kdaj pa daj 15, je že kar veliko. Tako to je za njih je nekaj nenormalnega, da se pri nas ljudje so toliko pripravljeni, toliko več plačati, da so pač čisto 2-3 km bližji svoji službi ali pa bližji staršem ali pa bližji neki lokaciji, neki točki, ker v tujini, v normalnih, vsaj v večjih mestih, so te razdalje bližji, pomeni 10-20 km, pri nas je pa 1 ali pa 2. To pomeni, da smo Slovenci zelo komot. Zelo komot, ja. Ja. Kar se tega tiče, smo zelo komot. Dejansko pa to moramo plačati, čeprav ne veliko. Ne veliko, tako. Je pa še, tudi zadnjič sem slišal na eni konferenci, sem bil, pa so rekli tujci tudi, da moramo vedeti, da eno bogatstvo enega naroda je prav to, koliko so vredne nepremičnine. Se pravi, če bomo mi znižali cene nepremičnin, bomo tudi bolj revni. Tako. Trenutno mislim, da je 300 milijard ocenjena vrednost naših nepremičnin. To je kar lepo bogatstvo. Mi smo res med vsemi narodi, narod, ki ima največji delež lastniških nepremičnin, enako velja tudi za podjetja. Tako da to je neka stvar, na katero bi morali biti ponosni. Ne samo ponosni, bi morali biti veseli, da imamo tako stanje v družbi in je to zelo dobro. Da bi pa vsak si lahko kupil kar takoj po faksu, od prve plače že neko nepremičnino, to je pa seveda iluzorno. Tega žal ni nikjer na svetu, tudi ne v Švici, tudi ne v Skandinaviji, tudi ne v nekem Singapurju ali pa nekje. Tega ni in tudi tega nikoli ne bo. Sej, ko rečejo vsi Avstrija, pa pogledajte, koliko je tam je 50% ljudi v najemu. Tako, ja. To je zelo en tak, ki se ljudje ne zavedajo, Ja, Mogoče razmišljajo, da je mogoče tudi najem kdaj bolj smotrn, kakor pa lastništvo, Zato se tudi to odločajo, ker si bolj fleksibilen, ker si enostavno nisi vezan na eno nepremičnino. Ja, to je v tujini večina ljudi razmišlja bolj o najemu, ker če ne razmišljaš, da boš nekomu pustil za sabo, je biti najemnik lažje, je biti najemnik cenejši, imaš več prostih sredstev, imaš mogoče manj problemov. Tako da, ja, jaz osebno sem zagovornik, da si človek nekaj kupi, da je lastnik neke nepremičnine, so določene prednosti, ne rabi se seliti, ampak to potegne za sabo pač določene finančne obveznosti. In to tako pač je. Tako da pri nas so se vsi odločili, da bodo te obveznosti nase prevzeli. V tujini je takih recimo samo pol, nekaj pol je v razmerju med lastniki pa najemniki. Pri nas, ker to kupujemo, imamo toliko več v nepremičninah denarja, ker recimo drugi imajo več v denarju ali pa v delnicah ali pa v skladah ali pa v kakšnih luksuznih dobrinah. Dolgoročno je to za narod, kar je pri nas sicer zelo dober. Kratkoročno je za tega tudi potrošnja malo nižja, ker damo preveč skoraj nepremičnine, premalo v zabavo pa druge dobrine. Ampak taki smo. In jaz mislim, da bi mogli biti ponosni, da smo taki. Jaz mislim še zmeri, da toliko dober, kot se v Sloveniji živi, se nikjer na svetu ne živi. In dajmo biti ponosni na to, pač tako je, tako bo. Tudi mladi še danes hoče priti do nepremičnin, še zmeri lahko pridejo. Na trgu je veliko nepremičnin, predvsem veliko rabljenih nepremičnin. In so cene še zmeri relativno ugodne, tako da je stanje v bistvu zelo dobro, kljub temu, kar se govori, je pač tako je po celem svetu. Mogoče bi bilo tudi več odločitev za najem, če bi bil tudi ta naš najemniški trg majčkeno bolj urejen. Ker že pred oddajo sva se pogovarjala, glede na to, da v tujini je glavnina tistih, ki oddajajo najem, so privatni investitorji. Pri nas se ves čas govori samo o državi, kako bo dala, kako bo država gradila, kako bodo skladi gradila. Pozabljamo pa na to, da je ogromno kapitala v privat rokah, se pravi na bankah, tako rečen mrtev kapital, ki so razni depoziti. Če bi se ta denar pretransformiral, da bi to država začela spodbujati, mogoče tudi s kakšnimi subvencijami privatnim investitorjem, da bi to delali, bi se mogoče to čisto drugače naredilo, da se bi v drugo smer prevalili vse skupaj, in bi tudi ta trg najemniški postal bolj siguren, in pa tudi za ne takšne ogromne najemnine, kakor pravijo, da se zdaj dogajajo. Točno tako. Torej, to mi vidimo predvsem v okviru skupine Century drugod po svetu, je ta trg veliko bolj fleksibilen, ker tudi temu trgu pomaga država
ker če država pomaga trgu, v bistvu imajo na koncu vsi od tega veliko, torej in državljani in državni proračun. Tako da naš trg, ki sicer ni slab, bi pa lahko bil veliko, veliko boljši, predvsem za tiste najbolj ranljive, mlade, tisti, ki imajo manjše dohodke, in tukaj bi pa država lahko ogromno naredila. Torej država bi tukaj lahko veliko naredila z minimalnimi ukrepi, ki ne bi proračun praktično nič stalo. Torej, če govorimo o najemniškem trgu, seveda največji problem najemniškega trga so izredno visoki davki, torej 15% na najemnino je preveč, to skoraj nobena država nima. In seveda to se prelije v najemnino, to se lahko jutri zniža. Efekt na proračun bo minimalen, ker bi pa vsi uradno dajali, zdaj ne. Mogoče bi država na koncu celo več dobila, najemnine pa nižje. To upam, da se bo čim prej zgodilo, ker to bi bil najlažji prispevek države k nižjim najemninam, ne. Po drugi strani pa, če govorimo pa o nakupu nepremičnin, tukaj pa spet cene lahko zniža samo država. Cene trenutno so take, kot so, zaradi vseh stroškov pri izgradnji. Dušan, si vzameva nekaj minut pauze zdajle in nadaljujejo po odmoru. Dejva. Torej, gledalci, se vidimo čez nekaj minut. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom, z mano še vedno gospod Dušan Lazar, lastnik in direktor nepremičninske družbe Center 21, agencije, ki je sklop enih največje franšize na svetu. Dušan, pogovarjala sva se glede najemnin in pa nakupov stanovanj, pa kar nadaljujeva zdaj temo, rekla sva, da bi lahko država nam tudi same prodajne cene z določenimi ukrepi znižala. Tako, torej prodajne cene, se moramo zavedati, so produkt stroškov in nekega minimalnega zaslužka. In vidimo, to se da videti iz objav gradbincev, iz trga, da gradbinci nimajo pretiranih zaslužkov. To pomeni, da bi stroške novih gradenj znižali s strani gradbincev, pa podizvajalcev jih ni. Torej strošek zelo velik je pa strošek na strani države. To pomeni, sam postopek pridobivanja dovoljenja traja lahko do 3 leta. Če bi ti postopki trajali namesto 3 leta, pol leta, to vpliva cirka do 10% lahko na ceno, ker ti moraš ta projekt financirati. Tukaj je vsaj 10% prostora pri končni ceni, če bi postopki bili bistveno hitrejši, bistveno cenejši in poenostavljeni. To država lahko relativno hitro naredi in spet brez dodatnih stroškov za proračun, ker se bo več gradil, bo celo prilivi v proračun bistveno večji. Ne smemo pozabiti, da je DDV na nova gradnja pri manjših enotah 9,5, pri večjih pa 22. To gre vse državi. Druga stvar, ki država bi skoraj morala narediti, sprostiti več zemljišč za gradnjo. To spet država lahko sama naredi, brez kakršnihkoli stroškov zase, celo spet bi imela priliv tega. Tretji je seveda zelo visok davek na nadomestilo stavbnih zemljišč, torej NUSZ, ki se plačuje pri novogradnjah. Ta davek je zelo visok, kljub temu, da ni, bom rekel, absurdno visok, je pa zelo visok in kakor bi bil ta nižji, seveda spet so stroški gradnje čez celoto nižji. 4 bi država lahko tudi gradbincem, predvsem, ki bi jih angažirala, da se več gradi, omogočala zelo ugodne kredite. Mogoče celo brezobrestne kredite, če bi šlo za cenejša stanovanja. Tako da tukaj bi praktično lahko ceno novogradenj znižali tudi do 25%, brez enega evra iz proračuna. In v dobrobit vseh državljanov, in predvsem s tistim, ki kupuje najcenejša stanovanja, in še to bi bil blazen dober vpliv na gospodarstvo. Več bi se gradili, več bi se prodajali. Po mojem mnenju bi to gospodarska rast bila lahko za 1% pa celo 2% višja. Zdaj spet vidimo, da smo skoraj v nekem padcu, bi ga lahko jutri dvignili. In vsi ti ukrepi so relativno enostavni. Tukaj gre res samo za neko birokracijo, celo bi rekel, da bi mogli tukaj zakone brisati, ne dodajati. In bi ta trg lahko naredili še boljši. Pa bi pa res lahko govorili, da smo mi najboljši na svetu, kar se tiče nepremičninskega trga. Ko smo govorili o uničeni obrestni meri,
Raven Zanč mi je eden, pa je kar v ekonomiji, kar tako je rekel, a ne, financirali smo 6 milijard, smo dali bankam, a ne, kaj bojo pa zdaj banke nam nazaj dale, glede na to, da so vse v plusu spet, a ne. Mogoče bi bil čisto en dogovor z bankam, se pravi ena simbioza med državo in bankami, da tudi banke dajo nam nekaj nazaj, če ne druga mladim družinam, da se subvencionira ta nekaj država obrestno mero, nekaj tudi banka da, za ničelni zaslužek rečemo, ali pa za pokrit stroške, a ne, in bi to lahko naredili, a ne. V končni fazi nam obrestna mera, nizka obrestna mera in pa garancija države za odplačevanje kreditov, a ne, bi lahko spodbudila tudi tem mladim, da bodo kupili lahko lažje nova stanovanja. Kadar se ponuja recimo manjšo obrestno mero ali pa brezobrestni kredit, potem država dejansko lahko vsem pomaga enako. Če bi rekel, vsak, ki kupuje novo nepremičnino, dobi recimo 100 tisoč evrov brezobrestnega kredita enkrat v življenju. To pomeni, da prav vsi državljani imamo iste pogoje, dobimo enako od države. Zdaj, ko se tala ta stanovanja, dobi 1000 ali pa 1000, ponavadi 50 do 100 izbrancev neka neprofitna stanovanja. To pomeni, 50 do 100 ljudi jih dobi v nekem naselju, ostalih 1000, ki pa čakajo vrsti, jih pa ne dobi. To spet ni fair. Izbranci dobivajo, ostali čakajo. Isto je pri gospodarstvu. Neki razpisi, ki se kar en denar tala, spet dobi ena majhna količina izbrancev nek denar, ostalih 99% nas pa ne dobimo nikoli nič. Če bi tukaj spet govorili o ugodnih kreditih, ne rabi biti čisto brez obresti, ampak zelo ugodni, bi ga vsak lahko dobil, ki bi gradil stanovanja, se lahko omeji, da dobiš kredit samo pod pogojem, da stanovanje je pod 5000 evrov ali pa pod 3000 evrov, če ni to Ljubljana. Se da določene pogoje, da se res ta denar nameni, ampak cilj je, da bi vsi dobili enako in da bi največ od tega imeli državljani. Sej v bistvu smisel države je, da dela primarno za nas državljane, da nam proba pomagati vsem državljanom enako. Ne? Pa tudi smisel je enih občin, da v svojo občino dobijo nove ljudi, kateri bojo mesečno prenašali določen denar v tih občinski proračun. Ne samo enkraten zaživljaj, kot sem prej rekla, plačaj komunalni prispevek, to mi smo svoje pokazali, samo kaj bomo dovolj danes. Dolgoročno gledano na vse skupaj je, ne? Sigurno. Dobiti ljudi, dobiti davkoplačevalce, kateri te bojo financirali še naslednjih 50 let, ne? Ali pa celo svoje življenjsko, tisto delovno obdobje, koliko časa bodo delali, ne? Tako je, ja. Tako da, glede na to, Dušan, da ste res tudi zelo močni na Hrvaškem, a ne, Cento 21 je tudi ena največja agencija tudi na Hrvaškem, a ne. Kaj se pa tam dol dogaja na Hrvaškem? No, hrvaški trg ima neke podobnosti s slovenskem, je pa tudi kar nekaj razlik. Torej, podobnost je ta, da tudi tam so vsi skoraj lastniki nepremičnin, tudi tam je kar nekaj birokracije, so pa tam naredili nekaj res pozitivnih premikov v smeri izboljšanja tega trga. Torej, prva stvar, ki so se lotili že pred leti, so dejansko sprostili večjo število zemljišč za gradnjo. Torej, tudi tam, ki se pa ni smelo graditi, se zdaj lahko gradi. Oni so dejansko pohitrili, poenostavili pridobivanje gradbenih dovoljenj. Prav zato, ker se pa ni, ker je bilo tako težko včasih, se je gradili veliko na črno. Zdaj, ko je to vse lahko v nekaj na razumnih rokih, po razumnih cenah, se lahko gradi in celo Hrvaška bi tukaj lahko bila vzor Sloveniji. Mogoče bi kar kopirali njihove zakone. Tretje so pa tudi naredili zanimiv zakon, kar se tiče pomoč osebam, ki kupujejo prvo nepremičnino. Torej, pri njih bo kupec prve nepremičnine plačal samo 5% DDV za prvo nepremičnino. To recimo bi spet bil en zanimiv ukrep za našo državo, to sicer bi bil nek strošek za proračun, ampak spet, če hočemo pomagati mladim družinam, kupcem prvih nepremičnin in seveda kot družba lahko tako pomagamo, veliko lažji, kot da se obljublja nekaj gradnje, nekih stanovanj, ki vemo, da jih na koncu ne bo. Pa tudi jih je treba financirati, ne, v končni. Tako. Te gradnje, ne. Te gradnje nas več koštajo, kot pa če damo nek popust pri DDV-ju, ne. Ker v končni fazi bodo ti ljudje ali bodo šli v najem v ta neprofitna stanovanja, v vsakem primeru morajo plačati eno najemnino, kjer bi lahko odplačevali že tisti brezobrestni kredit, ki bo tudi manjši, kakor pa, če bo manj davkov, manj tega, ne. In bi ljudje sami sfinancirali zadevo, ker je volja pri mladih ljudeh to narediti, ne. Samo
pa tudi mogoče ni problem toliko denar dobiti, vse ima velikih, ima pomoč staršev tega, ampak bolj problem je to, ker kdo jih bo financiral. Gremo tukaj, v tujini so tudi te dobe financirane, sem 30 let, so tudi daljše dobe. Nekje sem tudi slišal, da nekje še tudi tisti, ki podedujejo to nepremičnino, še odplačujejo kredit. Tako. Tam do 50 let so Ameriki mortgagei, v Avstriji in Evropi je do 40 let nekaj normalnega, ne. Tudi za starejše osebe je to omogočeno imeti kredit daljši, se pa prenese na dediče. Tukaj bi lahko res veliko naredili. Tukaj je preveč toga zakonodaja, ki v bistvu ne koristi nikomur. Niti ne ščiti banke, niti ne ščiti državo. Je po nepotrebnem toga, ki samo škoduje trgu, pa prav nobenemu ne koristi. Mogoče se morajo te birokrati usesti enkrat pa res se posvetiti samo državljanom, kakšen mesec, dva, brez svojih lastnih interesov, pa narediti ta sistem enostaven, ker tukaj res govorimo v relativno majhnem obsegu nekih zakonov ali pa črtanje zakonov, ki bi te stvari lahko poenostavile in pocenile tako novogradnjo, iz te posledično bi tudi pocenile najemnine. In stvar res ni tako zakomplicirana, no. Ker jaz imam občutek, da stroka to vse ve, samo da ne noče sprejeti od nas oziroma od stroke idej in pa možnosti, da jih preučijo, kako bi to bilo na trgu, vse skupaj. Ja, tudi jaz imam tak občutek, da se stroko premalo posluša. Zadnje čase vidimo, se pretirano veliko ukvarjajo z nekimi novimi davki, predvsem z davki na neke prazne nepremičnine. Teh veva midva jih je zelo, zelo malo. Prav praznih skoraj da ni. Je kar nekaj res starih nepremičnin, ki bi mogli se porušiti, ampak teh spet ni v teh velikih mestih, tam, kjer je največje pomanjkanje, ne. Ja, če bi s kakšnim zakonom te ljudi probali stimulirati, da čim prej to svoje staro ruševino prodajo, to je sigurno korak v pravo smer, ampak namen tega bi mogel biti res to spraviti v promet, ne pa kasirati dobiček, ne, pa davek od tega, ne. Vzemimo si spet nekaj minut pavze. Dragi gledalci, se vidimo čez nekaj minut. Dragi gledalke, dragi gledalci, evo nas spet nazaj v oddaji Moj dom, z mano še vedno Dušan Lazar, lastnik in direktor nepremičninske družbe Century 21, največje franšize, rečemo, in tudi nepremičninske družbe na svetu. Sva že ugotovila, da imate tudi, poleg da ste veliki v Sloveniji, največji v Sloveniji, tudi na Hrvaškem in so zdaj bila na hrvaškem trgu. Dušan, kaj pa je s cenami? Kakšen je pa trend zviševanja, znižanja cen na Hrvaškem? Zdaj, gotovo nas najbolj zanima slovenska Istra, pa mogoče ta konec Kvarner, kjer nas Slovence to najbolj zanima. Tam so cene na srečo nehale rasteti, sploh s tako dinamiko, ko so prej rasle. Tako da cene bi lahko rekli, da so se umirile. Tako da na Hrvaškem zdaj kakšnih bistvenih podražitev, vsaj v tem letu pa naslednjem se ne pričakuje. Tudi se ne pričakuje kakšnih bistvenih padc cen. Torej cene so rahlo padle celo v lanskem letu, na določenih lokacijah generalno so tudi pri njih rasle. Tako da cene so zdaj kar normalne. Tako da, če kdo kupuje na Hrvaškem, je čist mirne volje, se splača kupiti. Torej padle cene ne bojo tako čakati, nima smisla. Cene bojo spet drugo leto malo zrastle, par procentov bojo zrastle tudi letos. Tako da bojo cene sigurno za kakšen procent bolj rastle kot inflacija. Tako da, in tudi tako žal je po celem svetu, ne pa nepremičninah, tako da cene, ki blazno ne padajo. Je pa res, da na Hrvaškem zdaj ponudba kar dobra. Ker se je predvsem, ne samo, da so se cene stabilizirale, so se tudi papirnato, ko so prej govorila, stvari počistile, tako da praktično večina nepremičnin, ki se na Hrvaškem zdaj prodaja, ali pa saj velika večina, ima saj večinoma urejene papirje. In tudi varnost skozi nepremičninske agencije je zdaj še dodatno povečana, tako s strani agencij kot države, tako da na Hrvaškem je zdaj, bom rekel, dober moment za nakup. Je še zmeri kar nekaj lepih lokacij prej, se pa filajo. Torej, tujci zadnje čase res se zanimajo za Hrvaško veliko bolj kot prej. Prej so bili tradicionalni tujci, smo bili predvsem mi Slovenci, pa kakšni Nemci, pa Avstrijci, nekaj severnjakov, zdaj pa praktično iz cele Evrope
se pojavljajo kupci hrvaških nepremičnin, rečemo pa severne Evrope, in teh je zmeri več. Zmeri več je letalskih povezav, zmeri so boljše ceste, tako da mi pričakujemo do tega, da bo drug let spet trg še dodatno malo zaživel, ne bo pretirana rast cen, ker ni tukaj samo Hrvaška, tudi Španija, Grčija zanimiva za tujce, ne? Ampak ja, Hrvaška se lepo prodaja, cene so spet zanimive in spet razumne, tudi da se vidi razlika med slabšimi in boljšimi nepremičninami, tako da trg je tam spet tudi čist normalen, da je rekel, pravilen, no? Prej ste omenil glede te legalizacije objektov na Hrvaškem, ne. Na Hrvaškem je bilo tako nekako kar nekaj lažje to narediti, neko, kar je na primer pri nas v Sloveniji. Zdaj se tudi pri nas v Sloveniji zakon pripravlja, da bo nekaj drugačen, da bo majčkeno bolj, rečemo, bolj, kako bi rekel, nam lastnikom primeren, no, da lažje bo vse skupaj narediti. Tudi datumi se bodo, upajmo, skrajšali te, kdaj smo nazadnje delali kakšno spremembo na hiši brez dovoljenja, ne. Kako je bilo to na Hrvaškem? Zelo enostavno, mislim, da je bilo, a ne? Tako, zelo tam so praktično sprejeli zakon, da če hiša stoji, ne glede na kakšne papirje ima, na tisti določen datum in še seveda v območju, kjer so gradnje dovoljene, si lahko v roku manj kot enega leta pridobil polno gradbeno in uporabno dovoljenje in velika večina hrvaških državljanov se je za to odločila. In to je bilo zelo pametno. Takrat je država dobila ogromno denarja s tem in tudi spet pomagala več ali manj svojim državljanom. Tam so zgradili hišo, kam jih boš pa metel. In to je bil zelo pameten zakon, ki je bil res pametno poenostavljen. Ne, za 2, 3, 4, 5, ki bi mogoče ta zakon zlorabili, je škoda kaznovati vseh ostalih. In tukaj je spet Hrvaška bila mogoče bolj pametna kot mi. Ja, in dejansko bo za zdaj, ko bo legalno, bojo lahko zdaj še jih opremljali, komunalno opremljali, ker ponovadi tam, kjer je tako bilo narejeno, komunalna infrastruktura najboljša in bodo spet zaslužila, ne. Dejansko bo država dobivala denar na ta način, a ne. Najslabše pa ljudem grozi, da jim bojo rušili zadeve pa take. In to je pa dvorezni meč, no, bi tako rekel, Sigurno. To pač nima menega smisla tudi, ne. Saj so pač, čez cel čas smo legalizirali črne gradnje, ne, in je smiselno na neki točki jih praktično vse polegalizirati, saj da to samo možnost, ne. Potem pa poostriti zakonodajo in prav to so oni naredili, ne. No, in to bi pričakovali tudi, da se bi lahko pri nas naredili, ker je tudi pri nas, ko se pogovarjamo v Sloveniji, da je eni prav 70, eni celo 80% nepremičnin, predvsem hiš, a ne, ki so, da so neskladne, a ne. Ja, neskladne so v smislu, da je kakšen prizidek narejen na črno, kakšen balkonček, nadstrešek. Tega je žal v Sloveniji res veliko, verjetno več kot v tujini, ne. Recimo v eni Ameriki, kjer Senčer izhaja, praktično se ne bi noben niti pomislil na kaj takega. To so res bolj izjeme kot pravila. Pri nas so bolj pravila kot izjeme, ampak spet zakaj? V tujini, če imaš ti lastno hišo in boš vložil papirje za nadstrešek za avto, ga boš načeloma dobil v 15-20 dneh, enostavno boš dobil. Pri nas pa tega, ker enostavno nisi dobil, ki bo tako zakompliciran, da neka gospodinja mogoče bi rabila ne vem kakšno pomoč, da gre na občino pa to uredi, so ljudje to pač na črno delali. Ali pa tudi strošek je bil predrag. Zdaj nadstrešek bi to moglo biti, če danes govorijo, ne vem, 50 evrov. Zemljišče je od te osebe. Hišo je že plačal, ne. Pustimo mu še avto imeti pod streho, se moče bo dal gor sončne celice, pa bo to dobro za družbo, ne. Seveda, te postopki bi mogli za naprej se pohitriti, poenostaviti, poceniti, za nazaj. Te stvari že stojijo. Nekaj, mogoče dati jim neko kazen, manjšo, nepretirano, nek simpel obrazec, da se ga izpolne, poslika in se to lepo legalizira. Vsi so veseli, država še nekaj pokasira, proračun nekaj pokasira, družba ima nekaj od tega. Ja, absolutno se strinjam. Upam, da se bo tega pri nas odlotali. Ja, ne, težava postane, se ni problema, se nobenemu nič ne teži, bomo rekli, ampak ko pa ti hočeš prodati in ko gre kupec na banko, takrat se pa začne kalvarija, ne. Ko pride cenilec in napiše, da je tukaj je pa 5 kvadratov nadstreška preveč, ne. Ne, to je grozno, saj veva midva, tudi ta zakon o legalizaciji teh neskladnih gradenj, ne, je zdaj na samem sodišču, ki sam sodišče zadržali cel zakon, zdaj že mislim, da 2 leti, ne, skoraj 2, 3. Ja, res je. Enega primera,
ki sicer je čisto nepovezan z ostalimi primeri, mislim, da tudi na Gorenjskem, na tvojem koncu, ne, je to smešno. In 2-3 leta čakamo, da se odločijo, pa ne bi smel biti ta zakon zadržan za tistega primera, ne. Ampak to je pri nas to, ja. Pri nas nenormalno dolgo časa trajajo stvari, ja. Ne moramo verjeti, da so posli bili narejeni, kjer so banke zahtevale, da so v enem letu naredili legalizacijo, ker je bila možnost legalizacije za objekte daljšega obstoja. In zdaj to že skoraj 3 leta ta zakon zamrznen in ljudje so obupani. Ja, grozen se Upani. to, ja. Meni se smilijo ti ljudje, mi tudi imamo par takih primerov, ne, in po nepotrebnem. Ta zakon niti ni bil tako slab, niti ni bil najboljši, še zmeraj veliko birokracije je bilo zraven, ampak je bil pa vsaj zakon v pravo smer, ne. Zdaj nimamo pa nič, ne. Tako, zdaj pa vse stoji v zraku. Tako je. In jaz upajmo, no, da bo obljubljanje, da bojo še pred počitnicami zakon obravnavali, da bo zakon spremenjen in da bomo lahko tudi normalno delali na trgu, kot je treba, in tudi svojim strankam nudili najboljšo storitev, kar lahko, a ne. Močno upam. Jih usmerjali, da ne bomo imeli 80% objektov, ki so neskladni, a ne. Dušan, jaz bi predlagal tako, današnja oddaja nama gre proti koncu. Predlagam, da midva to najino oddajo podaljšava v naslednji teden in bi naše gledalce povabil, da pogledamo še naslednjo oddajo, kjer bova nadaljevala najino temo glede nepremičnin. Lepo pozdravljeni. Hvala.